Živjo. Ne, dolg čas nam pa res ni in kot kaže, nam še nekaj časa ne bo. Pri nas doma si z župnikom pomagamo, ampak zaenkrat še ni rezultatov. Dobrodošel pri nas doma. Na zdravje. Na zdravje. Anja zaradi preveč denarja ne more spati. Kar naprej blodi, kaj vse bi imela. Aida in Jan pa se vedeta kot dva pametna odrasla človeka. Pa lahko bi... Si dober, da razmišljaš, tudi na glas. Ampak jaz moram narediti do jutra 20 računov, zelo težkih. Ona dva sta plačala, da Jaka lahko vikende preživlja doma. V zanimivi družbi. A ti takole kaj smrčiš? A ne, smrčim ne. Sam tu pa tam kakšnega golobčka tako malo stalim. Jaka in Rado sta skupaj prespala prvo noč. Menda je zelo smrdelo. Vsake oči iščejo Maurico in prijazna beseda uho. Vsakdo išče svojo pravljico, že od nekdaj je tako. Obljubo se zlahka prelomiti da in dolga je pot do zaupanja. Vsako ranjeno srce pozna to pot in dobro ve. Pod eno streho 100 želja, to sta ljubezen in zavist doma. Pod eno streho iščejo poti, sprti in zaljubljeni. Pod eno streho 100 želja, to sta ljubezen in zavist doma. Pod eno streho iščejo poti, sprti in zaljubljeni. Dobro jutro, golobčka, vstati bo treba. Ej, golobčka, Jaka. Sligal to pištola sod! Kaj pa s tabo? Ti boga, žal to taco stran. Kaj je, a sta dobro spančila? Ne, imaj smrčal mi se. Poslušajte, no, rana ura, zlata ura, vstati bo treba. Poslušaj, Jaka, Manica bo še enkrat klicala čez nekaj minut, rekla je, da je nujno, zato prosim, čim prej ritke dvigant. Vse vajt. Rojda, če noš odkoli. Veš kaj, jaz predlagam, da se midva najprej takole za dober jutra raztegneva, tako, a veš, gore roke, a veš. Na 1, 2, 3. No pa dajva. 1, 2, 3. Še enkrat. 1, 2, 3. Evo, že zvoni, dej hiter, no, Jaka. Dej ta, no. Dej to piš, dej to piš. Halo. Halo. Ja, jaz sem, ja. Kaj? Ne, ne moram, ta trenutek ne moram, res ne moram. Pod eno streho. Ja, takoj. Nujno moram Manici, nujno. Stari, veš, da ne gre, ker to so pravila službe, družbe. Poslušaj, dej nekaj, no se grem, samo čez dvorišče greh Manici, čez dvorišče, no. Neč ne bo pa, ja, to no, se ti povem, da ne oddač. Poslušaj, pa ko vam delaš, no, Madonna, pa dej. Pa reči, da ne ona pride sem, se veš, kako je tist. Alah, gori, alah... Poslušaj, pa pridite vi vsi skupaj sam. Kako se vsi? Ja, poslušaj, kaj vsi, cela bajta. Veš kaj, Manica je menda dobila eno pošto za vračilo hiše, tako. Čakaj, halo. Zdaj pa odložila, ne?
Ti Boga, ti odklen mi hitro, Rado. Rado, te odklen. Nekaj se mudi. Ne, nič ne bo. Slušaj, Rado, lepo te prosim, ne se hecat, no. Je živ v redu. Ja, pa je kaj človeka otepal nič, no. Nekaj mi zdaj jokaj, cez velik fant, no, dejno. Ja, pa kako ne jaz to sam, a Je veš? živ v redu, že, ti kaj prav, ti kaj prav. Ampak... Pa kam me vlečeš? Lepo te Ko boli? Rado, jaz moram nekam nujno na konc, ga že imam, no pa ne morem, če me gledaš, no. Ne morem se usret. Dobar, te pa nam gledal, boš imel intimo, ala. A ja? Šestnajst, 17, 18, 19, 20, kako me vse boli pa križ. O, mama mia. Pazi že ta telefon. Ja? Kaj? Ne, telovadam. Kaj? Na sestanek zdaj? Okej, pa takoj. Ja, že grem, okej. Dobro, čau. Otroka, mene so klicali na en sestanek, se takoj pridem. Vida pa me počakata kar v postli, prav? Bomo pol skupaj jedli. 1, 2, 3, 4. Mala, še kakšne sanje sem imel danes. Čist žive, ej. Kaj da bilo res. Ja, ampak danes je bilo še boljš. Lej, sanju sem tako živo. Lej, ti bom povedal. Velikanski črn stol, pa ti noter, čist mehna, sediš. Za velikansko okroglo mizo pa sedi 7 otrok. Pa še jaz v eni nobel obleki, pa čisto odštekan starček. Ti si nam ukazovala, mi smo te pobogali. Paš kaj? Kaj? Okrog ust smo imeli rjave fleke. A smo bili bolni? Pa ne, od čokolade. Od čokolade? Ja. To je cahen, bi rekla Rozi. Sanje so povedale, kam moraš vložiti svoj denar. V tovarno čokolade. Čokolade, zdaj fajn. Yes! Na, zdaj pa pojeva. No ne, se pa res ne morava jesti. Poklicati morava banko, da bova kupila tovarno. To. Pa dajmo. Pa, Jaka, no, dej nam preberže, kaj piše, ne nas v taki negotovosti puščati, prosim, no, dej, povej, no, kaj piše. Pa kaj piše, da bomo morali vsi na cesto, ko bo pa šel nov lastnik. Kaj? No, glej, jaz. Kaj? Ja, pa ne samo to, pa prav, da bomo morali že jutri spokati, ne? Ker če bomo pa pridni, bo pa lahko zdeli počakal do utorka. Čaki. Tole je pa en drug list, ker tist, ki ga je meni odvetnik prinesel, na tistem pa to ni pisal. Pa kam naj grem jaz s tem trebuhom, no, revca Boga, pa sej to ni res, to ni res. Da sploh ni bilo tako hudo. Ni to pisal. Celo en denar so nam obljubljali, nekaj tazga. Pa Rado, jaz ne vem, kaj si to ti čital tamle. Kaj hočeš reči, da ne znam čitati tako? Zgleda. Dej, mislim, pa to bo spet čista štala, spet se modal znajdeš, no. Kudenče, ko se bomo mi do bani znašli. Ma, tišina, no. Tišina. Ja, pa ste čist podivjali, no. Ja, pa sej ni tako hudo, no. Tukaj le piše, da se lahko z lastnikom še pogovarjamo. No, vsaj nekaj. Pol nam bo treba do torka spokati. Jože. Ti pa res lahko že videl, koliko pamet imajo policaji, no? Premal.
Zato pa grejo za pucaje. Že v redu, no. Dej. No, tako dobro je. Zdaj me pa dobro poslušajte. Res je, da je prišel lastnik. Ja. Res je tudi, da bomo mogli verjeten spokati. In res je, da bo vsakmu od nas dal po par jurjev evrov, toliko, kolikor smo mi vložili v stanovanje. Čakaj, kako po par evrov, to smo mi dosti več vložili. No, tišina. Kaj pa moj salon, a veš, koliko sem nareno dala, Madonna? Moj menčiš odgovarja, ker nisem nič vložil. Ma tišina, prosim. Res je pa tudi, da se lahko še tole vse skupaj spremeni. No, hvala Bogu. Kako? In jaz mislim, da se tudi bo. Ja, Madonna, pa sej nas ne morejo kar takole ven vršiti. Ja, točno. Ja. No, pa se je res začel uresničevati najgrši scenarij. Rozi prav doma hudič mlade. Zgleda, da bo imel zdaj samo gospod Koren streho nad glavo. Mislim, v zaporu. Kaj zdaj naprej? Kavica, pa maj zajtrka. Super. Da pomagam. Jože mi boš dal ti. Ja. Jože, izvoli. Hvala. Joj, no. Kaj pa zdaj pa prosim enih 5 minut mir, da jaz v miru pojem zajtrk. Nor, pa mene otroci doma čakajo, a boš pač pozneje jedel, se naš umor od lakote. Ja. Kaj pa ti veš, se mene poznaš? Jaz lahko doživim kakšne hude črvesne težave, če ne bom zdaj pojedel. Taki, ker ti sploh ne more imeti črvesnih težav, lahko požrejo kar čijo, pa nešne škod. Prosim, no, te zadeve doma urejajte. Se nimam nič z njim. Mir, tišina. Tole vam bi rad še povedal. Jaz sem že večkrat slišal za tegale gospoda. Živi v Avstraliji, je bajno bogat, plave krvi in še sorodnik in potomec je Karadžordževičev. Kraljeva familija. Seveda kraljeva. Zato mislim, da poleg tele naše uboge bajte, da bo verjetno dobil nazaj še kakšno vilo. Mi lahko samo upamo, da ni preveč požrten in da nas bo lepo pustil pri miru. A da je bogat, pravš? Ja. Pa tvojih let je, Manca. Zato sem mal mislil tudi na te, veš. Kako mislil name? Je tako, ne, fant je še samski. Sem mislil, če bi ga ti mal zapeljala. Ja, pa še ti to znaš, no. Veš kaj, Jaka, se nisem, mislim, tako pocen, pa tudi nisem dejno mirno, prosim. Manica, se ne bo pocen. Rešila boš 5 stanovanj. To pa tudi nekaj stane. Ja. No daj, Mani. Ja, no. Naj vam bo, no. Ampak to zato, ker vas imam vse tako rada, In če je res bogat. Ker s kakšnimi takimi socialci se pa nam ukvarjala, no. Nič več. Tako. Je bilo dost. Jaz mislim, da smo končali, Manico smo prepričali, rešili probleme, otroci me čakajo, res moram biti. Čau. Živijo. Ti bogat, pravša, ne? A res? Manca. Ja. Daj ti jutri se glas pri meni. Ja. Bova naredila boj načrt. Prav. Ja. Mene pa strategija zanima, zelo me zanima strategija. A misliš, da nam bo tale gospod župnik lahko kaj pomagal? Maja, kako lahko dvomaš v to? Celo življenje sem te vzgajala v tej smeri. Ja, v smeri, ki se pa trenutno ni odnesla najboljš. Maja, župnik je naša edina možnost. Priznam, nisem brez napak. Zgleda, da sem ga res polomila. Ampak, naredila bom vse, da bom zakrpala, kar se pač zakrpati še da. Ti mi pri tem lahko veliko pomagaš, Maja. Res. Kako pa? Poglej, prvo kot... Vas bomo pa zgodaj kosili. Jaz pravzaprav še zajtrkoval nisem. Tako je bilo. Rajš ti mi povej, zakaj je tako svečana miza na tako mizeren dan.
Vsakega dne se je treba veseliti. Kaj si, Remen, povej, kaj za vraga tovoriš v tele škatli? A to? To sem pa za Janeza kupil. Prej nam je na harmonko igral, zdaj se bo pa na tole reč zamotil. Doma vse povsod ležijo njegove sestavljanke. Pa tudi Prešernova poezija name ne vpliva prav optimistično. Kje pa je? V svoji sobi, s kitico, eno in isto že 10. Strah zbežal je, z njim upanje golfivo. Naprej me sreča gladi ali tepi, metnalo našla boš neobčutljivo. Oh. To si pa lepo povedala. Ja, upam, da bo fajn moštvo všeč. Ja, še njega se nam je manjkalo, pa njegove pomoči. Jože, obljubil si, da boš vsem sodeloval. Ne vem, če ima to zdaj kak smisel. Ja, zakaj pa ne? Zgleda, da bomo ostali brez strehe nad glavo. Kaj? Res? Ni še čisto zagotovo, ampak obstaja velika verjetnost. Manica je naše edino upanje. Kaj pa lahko Manica naredi za nas? Sam molimo lahko, da bo lastnika naše hiše zapeljala in ga prepričala, da še nekaj časa ostanemo pod tole skupno streho. Pod eno streho. Lej, stol je bil ogromen, črn. Vidiš? Lej, tako nekako. Ti bila pa čist mehna, pa si sedela v njemu, pa se skozi vrtela. Ne, moja navada. Vidiš, lej, tako, sem ga dokončal, tako približno je bilo. Še gore pobaram do konca. Sem bila lepša. Lej, čokolada, ki smo jo prodali, je bila pa, kako ti ne povem, ogromna. Ogromna, pa notri so bili celi lešniki. Celi. Mami, kaj ti pa je? A te kdo užalil? Pa saj sem ti rekel, da ga boš nazaj. Če te je. Ne pita malo sem. Seta se, no. Da vam nekaj povem. Stanovanje nam bojo vzeli. Kaj, zakaj? Hvala Bogu, da imamo dovolj denarja, da si lahko kupimo novega, ne, ampak jaz sem vseeno žalostna, tle smo preživeli toliko lepih trenutkov. Mami, denarja ni in ga tudi, če dolg ne bo. Dokler ne bomo začeli s prodajo, ki je pa odvisna od reklame. Kakega denarja? Kako mislite, da denarja ni? Mami, ker tebe ni bilo, sva mi da zaido se odločila, kam bova dala denar. In sva ga že dala. Kam? Kupila sva tovarno čokolade. Vrata sem odprl, zagledala si me v oči. Leti, predraga, kako si te želim. Zgleda, da sem ga posral. No, končno priznaš. Zdaj pa še malo počakaj, da pride gospod župnik, pa to še njemu povej. O, majči, eden pa nate misel. Dobar dan. Dobar dan, želim. Dobar dan. Mal pozna sva. Nič hudega. Izvolite, sedite, prosim. Dobar dan. No, Jože, kaj lepega ste danes počeli? Same lepe reči, pa še jih noče biti konc. No, Jože, zdaj pa
Povej gospodu župniku, kaj si mi prej priznal. Se ni kaj zapovedati. Hotel sem reči, da sem ga lep posral. Mislim, polomil. In da mi je iskreno žal. No, vidim, da terapija že deluje. Veste, sem pa prav zadovoljen z vami, gospod Jože. Jaz tudi z vami. Ne bi kaj spila? Bova malo kasneje. Zdaj mi najprej natančno opišite, kaj čutite. Saj ni kaj za opisovati. Če boste še nekaj časa pri nas, boste sami slišali, bo tudi vam vse jasen. Tudi vam bo šlo na živce. Ne razumem. Mi lahko to bolj natančno opišete. Janez, že cel popoldne igra eno in isto melodijo na ta sintezajzer. Prav žal mi je, da sem ga mu kupil. Ja, kje sem ga pa zdaj spet polomil? Ali nam bomo nazdravili? Mi zadnje čase bolj rušimo, kot pa gradimo. Ne verjamem, da bo z Božjo pomočjo kaj drugače. Mislim, da za mojega očija ni več pomoči. On res iskreno verjame, da ni kriv, da mu kakšen skok čez plot še celo pripada in da to sploh ni noben greh. Mami pa seveda misli drugače. Jaz tudi. Pod eno streho. Jaka, lej, kakšen je najin otročiček. 18 centimetrov, 120 gramov, a ni luškano, glej. Glej, Rado, takšen je najin otročiček, a ni luškan. A ni? Ja, pa je res luškan, ja. Rado, poslušaj, nujen se moram na 4 oči pogovoriti najprej z Mojco, pol pa Šestino. Zato te lepo prosim, da mi odkleneš tele lisice, no. Veš, čist me bodo že spravili ob živce, no. Koren, Kaj? se veš, da ne bo šlo, ne? Ja, dobro, no, vse te zastopam. Služba, ne? Ja. Imam pa idejo. Tina, a šla ti prosim tole knjigo brati v spalnico? Bom pol prišel za tabo in se bova o vsem lepo pogovorila. Ja, v redu, v redu. Ti bejt pa z mano. Dej, no. Hvala. Ja. Bo? Ja. Kaj je, no? Gledam. Poslušaj. Kaj? Bom dolg zdržal za to. Takoj, ko se pokaže ta prva priložnost, jo bom zbrisal. In upam, da mi boš pri tem pomagala. Ja, pa Jaka, kako naj ti jaz za Božjo voljo pomagam? Dej. Ja, pa kaj si, kako? Ampak ti si imela zmer dobro idejo, no. Pa sem mislila, da imaš to zdaj. Make it up, don't worry. Be happy. Ja, pa kovaj, zdaj to ste čist ponoreli. Jaz se v tej hiši res ne moram na nobenega zanesti, no. Ja, Mojca. Veš kaj, v spalnici te še nekdo čaka, mogoče boš pa tam bolj uspešen. Don't worry, be happy. Živja, Rozi. O, Maja, kako je bilo zunaj? A si koga srečala? Ne. Saj nisem šla za to ven. Hotela sem biti malo sama. Maja, ne smeš biti tako zamerljiva.
Se vem, da ni lahko, pa tudi v takih občutljivih letih si, ampak nekako se je treba prebiti čez vse to. A je kaj ostalo od prej? Ja, Mislim, ja. prej nisem mogla nič jesti. Pa naša oči se dela tazga heroja, mislim, da mu je kao žal, pa vse brez veze. Sam tega enostavno ne prenesem več. A razumeš, Rozi? Razumem, Maja, razumem. Ampak verjemi, da bo minilo. Ampak ne kar tako samo od sebe. Treba se bo nekako naučiti, da mu odpustiš. Pa se je tvoj oče, no. A veš, kako jaz včasih naredim? Napišem na list papirja ime osebe, ki mi ni preveč pri srcu, in potem mi skušam pripisati čim več dobrih, pozitivnih lastnosti. In potem to ponavljam, toliko časa, da mi pride v zavest, da mi pridejo v zavest tudi te dobre, pozitivne lastnosti te osebe. Saj vsak človek je dober, verjemi, nekaj dobrega je v njem. Tudi tvoj oče je dober človek. Verjemi. Ampak res pa je, da je naredil eno veliko neumnost. Saj jaz to vem, sam čutim ne tako. Pa še Gorazda ful pogrešam. Sploh ne vem, kje je. Gorazd, če te ima rad, in jaz vem, da te ima, se ti bo prej ali slej oglasil. In pol se bosta pogovorila in vse bo v redu. Res pa je seveda, da ljudje pričakujemo zmeraj od drugih, da bojo naredili prvi korak. Ampak treba je, da se v nas samih nekaj premakne. Znotraj nas se mora nekaj spremeniti. Ja, spremembe. Te so pomembne. Spremenila se bom in to na celi črti. Ja. Hvala, Rozi. Dragi Gorazd, se mi podira svet pod nogami. Ni opravičila za to, kar sem storila, ampak vseeno te prosim, da mi oprostiš. Čakam te. Tvoja Maja. Mislim, da sem rojena za tale biznis, bratec. Sam ti mi boš mogel pa še dost pomagati. Se vem, da sem za veseljem pomagal. Sem najprej moram nalogo narediti. Veš kaj, jaz pa ne bom šla več v šolo. Kako že prav tale Rado? Kalilnica idiotov. Ja, pa še prav ima. Jaz sem cel čas pridem v šoli, skozi vse naloge delam, vse pa me niti enkrat ni učiteljica pohvalila. Jaz sploh ne bom hodil več v šolo, kaj me briga. Kaj to slišim? Kaj pa govorita? Kje imaš pa ti zvezke? Pa so šli. A pa so šli, ali Pa kaj? saj zdaj, ko smo bogati, pa tudi res ne potrebujeva. Veš kaj ta mala, vzam zvezke takoj iz torbe, pa se začni učiti. A zdaj, kaj ti misliš, da smo bogati, da pa se ne rabiš več učiti, ali kaj? Nekako. Pa glih kar bomo streho nad glavo zgubili. Pej takoj se učiti. Nekako tako ne. Halo? Odkot? Iz banke? Ja, Jazbečevi tle. Takoj. Dobar dan. Ja, Ida Jazbec tukaj. Ja, pravo se, ja. Ja. Ja, pojutrišnjem, ja, imamo čas, ja. Ja, nasvidenje. Zdaj pa nisem več ta večinska lastnica tovarne, ampak ta prava. Direktorji prijejo pojutrišnjem, da me spoznajo. A nisem cool. Kaj? Don't worry me! Tišina! La. Šefe je znoro. Dokler bom jaz živ, bom jaz gospodar v tej hiši. Ja, kva se pa to prav? Tišina!
Ori, be happy. Živjo. Živjo. A Manice pa ni? A si sam? Samcat. A veš kaj, manjče je šla urejati ene stvari. Se mi pa zdi, da jo ne bo še nekaj časa nazaj. Če hočeš, lahko prideš kasneje. Ne, se sploh ni problema. Veš kaj, jaz bi se tako rada postrigla, ampak čisto na kratko. Daj usice. Ej, Maja, se si rekla, ne? Čisto kratko. Na takole. Ejoj, veš kaj, nekaj razmišljam. Navadno imajo ženske za to kakšne posebne razloge. A imaš ti tudi kakšnega? Ja, spreminjam se. In k temu se mi zdi, da paše nova frizura. Okej. Sam, da ne bom pol tepen. Ne boš. Striž. Okej. Ti si šefica. Kul. Na fantka. Mojca, a te lahko prosim, da greš tkele v spalnico po Tino, ne prijazen trenutek sem, no? O, pa ja. Mojca, lepo prosim. No ja, ne ti bo. Tina! Izvolite, gospodična. O, hvala, gospa. Kaj je? Tina, tlele sosed, prosim. No, daj. O, Benča si mi dal. Dela. Tina, mi lahko prosim zaupaš svoje načrte? Pa kakšne načrte? Vse jasno, ko beli dan, ni? Lejaki. Naju dva čaka lepa prihodnost, skupna prihodnost, ker bova imela skupanega otročička. Jo, že, ampak poslušaj, pa se je vseeno. Ampak mi smo tle kot ena družina. Ja, pa se ne bomo mogli vsi skupaj pod eno streho živeti, no. Če bomo sploh imeli. Pa kaj spet kompliciraš? Kaj kompliciraš, no, sej? Ali veš, da te ljubim, samo meni boš razdvojena. Lej, Jaka, poslušaj, mene čist nič ne skrbi, ker jaz točno vem, kjer boš ti, bom tudi jaz. Kjer bom jaz, boš tudi ti in mene čist nič ne skrbi, ker jaz vem, da boš ti zrihtal, da bova imela streho nad glavo. Ojoj, Jaka. Lulat me tišči, kak plot pritiska na mehur. Babe! Evo, se že spreminjam. Za 1000 kilometrov dolgo pot je najtežji narediti prvi korak. Tako bi rekla Rozi. Ampak jaz sem ga naredila. Prav luškana si videti. Kakor kakšen fantek. Ampak je kul, ful je dober, a? Ja, ful je dober, res. Zelo mi je všeč. Koliko sem ti pa kaj dolžna? Dej nehi, Maja, no. Boš častila kakšen drink, pa bo. Ne. Ej, jaz vem, koliko je Manica draga, tako da dej mi popust, pa bom manj plačala. Ma ne, Maja, en drink bo okej. Danes zvečer.
če imaš kaj časa. Ok. Dej, te pokličema prav. Ok. Zvečer. Vala. Vala. Čauči. Čauči. Čau. Čau. Le, Aida, kako si zdaj lepa. Zdaj izgledaš pa res odrasla. Veš kaj, Aida, jaz ti vse te oblekce podarim. Eno samo željo bi imela, če lahko jaz zdaj, ko sem ostala čist brez oblek, dobim kakšne nove. Ja, odvisno od biznica. Če bo biznis stekel, zakaj pa ne? Hvala ti, ljubica. Nekdo je pozvonil. Ja, že grem, useta se. Kar naprej. Izvolite. Pozdravljeni. Moje ime je Janko Bacek, me veseli. Me veseli tudi mene, hvala. Kar naprej. Naprej. Aha, lep pozdrav. Izvolite. Drago, zavožen. Zelo sem vesel, da bom v družbi tako lepe in mladostne direktorice. Hvala, kar naprej, izvolite. Kar naprej. Moje spoštovanje, draga gospa. Ja, zdravljeni. Nekaj ste hotela reči? Nič. Nič. Aida, zdaj so pa vsi. Zdaj pa vsi, ne? Ja. O, dobro, da so. Ja, to je, če ima ženska otroke, je veliko bolj uravnotežena kot tista, ki jo nima. Malo sem se dal, da ste na tistih karieristki za voljo slave in nekaj denarja zavržejo rojstvo in potem, ko gre vlak mimo, ugotovijo, da bi bilo dobro, če bi imela otroke. Nikar se ne obajdete s Francelnom. Gospa Anja, on je... Kaj je? On je en fajn gospod, ki je že toliko star, da lahko kaj pove. No, zdaj pa da vidimo vašo deklico. Kar naprej. Izvolite, tukaj se postavite v vrsto. To je on, Smeško iz mojih sanj. Jaz sem Aida, Aida Jazbec. Jaz sem pa Jan, Aidin osebni svetovalec in verjetno bom zadolžen za stike z javnostmi. Jaz sem pa Francel. Me prav zanima, kakšne risbice sta narisala. Ja, sanje so kraljevska pot do nezavednega, je rekel... Kdo že... Sigmund Freud. Dolgo nismo vedeli, kam bi vložili denar, pa sem jaz v sanjah dobil sijajno idejo. Kaj bi rekla? Jaz sem tudi zdaj na vrsti, da vam povem, da jaz nisem prava pravna zastopnica. Svoj denar je vložila moja hčerka, Aida. Kako? Ja. Potem smo pa zastonj prišli, pa se ona je še otrok. Ona ne more biti naša nadrejena, se je še tako... Tako bogata, da vam je lahko jasno, da niste prišli zastonj. Mi za Aido se sestavlja tudi dnevni red za današnji sestanek. To! Cool! Na uspešno, zabavno in plodno sodelovanje. Yes! Naš planet, muzika dneva je, ponavlja se nam spet in spet. Če nas ima kdo res priložnost odkje daleč opazovati, se pošten zabava. Bi ga res rada spoznala. A ja, novo frizurco imam. Upam, da bo Gorazdu všeč. Jim je bil kar navdušen. Doma ide fame amerikan,
ne bi čemu. Ej, kaj si se pa zmenil s svojimi ženskami? S kjer bom jaz spal? Kva? Poslušaj, koliko pa ti nimaš nobenega občutka za sočloveka. Sej ni čuden, da si postal policaj, no? Škaj se, jaz bi se tudi kar težko odločil, ne? Mojca je dobra, odkad se je vrnila iz Indije, razumeš, jaz bi jo tudi kar mas v klubu, ne? No, čakaj, pa doj, zapri svoj gobec. Pa noben ne boš spal. Z mano boš. Ti biš sam tako hotel, no? Te boš no? Dej no, boš no? Kaj pa golobčki? Tudi lahko. Kaj te ne bo nič motil, golobčki? Ne! Dej no! Draga Maja, pogrešam te in te ljubim. Dlje, ko me pelje pot, bolj sem nor nate. Iskal sem nekaj, pa nisem našel. Vsak dan bolj vem, da si to ti. Tebe hočem, komaj čakam, da te objamem in pobožam tvoje lepe, dolge, črne lase, ki jih najbolj ljubim. Vračam se v tvoj objem, samo tvoj, gorast. The best. Se včasih ljubimo, večkrat pa sovražimo. Vojska in politika, igrice usmerjanja, pri svobodnega odločanja. Dobro jutro, hej, Slovenija. Kar naredim narobe. Verjetno bi morala začeti s kakšno notranjo spremembo. Ma zdaj je, kar je. Upam lahko le, da me imaš še vedno rad in da bom tudi s takšnimi kratkimi lasmi všeč. Šitno. Pa zakaj sem se mogla glih zdaj iti strično? Kar je, ja. Upanje obstaja, bi rekla naša Rozi. Se vidimo. Vsake oči iščejo Maurico in prijazna beseda uho. Vsakdo išče svojo pravljico, že od nekdaj je tako. Obljubo se zlahka prelomiti da in dolga je pot do zaupanja. Vsako ranjeno srce pozna to pot in dobro ve. Pod eno streho 100 želja.